Pozdravljeni. Afere okrog kompresijskega razmerja še zdaleč ni konec. Danes si bomo pogledali, kako so nekateri avtorji spremenili mnenje in kaj pravzaprav piše v določenih dokumentih. Na samem začetku vam moram priznati, da sem izjemno razočaran nad tistim, kar lahko prebiram v raznih virih, ki se ukvarjajo s Formulo 1. Ne toliko pri tistih v slovenskem jeziku, kjer ne pričakujem drugega kot prevajanje, prisvajanje in seveda posredovanje nekih informacij, ki jih avtor v večini primerov morda niti ne razume. Ampak v tujih jezikih, na portalih, ki imajo dostop do informacij, bi verjetno vsakdo izmed nas pričakoval malce višji nivo. Verjetno ste zasledili to afero glede kompresijskega razmerja in tudi na kanalu Badger's Way sem se že ukvarjal s tem pred dnevi, ko sem razložil moje videnje. Takrat je šlo za moje osebno videnje, kjer ni bilo prepisovanja iz mnogih tujih virov, ki po mnenju nekaterih imajo avtoriteto. Ampak sedaj se je zgodilo nekaj zanimivega. Zopet na italijanski verziji spletnega portala motosport.com smo lahko zasledili nov članek. In ta članek postavlja rahlo na glavo vse tisto, kar so govorili prej, čeprav določene nebuloze ostajajo. Sedaj so seveda prišli do ugotovitve, da ukolikor želimo zmanjšati tisto izgorevalno komoro, moramo nekako spremeniti višino samega bata. In kar naenkrat so vsi zgrabili to teorijo in pustili pri strani ono, kar so govorili še pred nekaj dnevi. Ampak od nekoga, ki je domač v Formuli 1, se pričakuje, da ima vsaj osnovno poznavanje pravil. In zopet lahko slišimo teorije o 15 konjskih močeh, ki pa so nekako pavšalna ocena, zopet nekoga, ki verjetno ne pozna zadev do potankosti. Ampak govori se o protesti, kot da je to nekaj izjemno napačnega, izjemno hudega, izjemno pomembnega. Čeprav se nihče ne spomni, koliko protestov so vložili pri Red Bullu, praktično proti vsem ekipam Formule 1, proti tovarniški ekipi Mercedes, proti McLarenu. In kaj se je v resnici zgodilo? Nič. Se spomnite afere vezane na zadnji aerodinamični stabilizator pri McLarenu, ko se je govorilo okrog tistega mini DRS-a. Seveda mnogo hrupa, ampak do trenutka, ko so pri FIA spremenili tehnično direktivo, se ni zgodilo absolutno nič. Zadeve so bile legalne. In zopet bomo videli, kako nekateri avtorji, ki imajo seveda v svoji percepciji izjemno visoko strokovnost, ne poznajo osnov. Namreč v mnogih člankih ste lahko zasledili citat, kjer nekateri navajajo, kako je potrebno, da je bolid skladen z pravilnikom čez celoten dirkaški vik. In tu je treba priznati, da v tehničnem pravilniku, prvo poglavje, 5. člen, piše, da bolidi morajo
nekako ustrezati vsem pravilom v celoti in seveda to traja čez celoten dirkaški vikend. In sedaj, kaj sem različnega povedal? V bistvu nič, ampak tisti v celoti je bistven. Kot vam je znano, v sezoni 2026 mora biti kompresijsko razmerje v motorju z notranjim zgorevanjem 16:1. In to je napisano v 5. poglavju, 4. členu, 3. alineji tehničnega pravilnika. A potrebno je člen prebrati v celoti. Namreč tu lepo piše tudi, kako se kompresijsko razmerje meri. Seveda skladno z metodologijo, ki je razvidna iz tehnične direktive 042, ampak izrecno piše, da se to mora zgoditi pri temperaturi okolice oziroma sobni temperaturi, imenujte jo kakorkoli želite. In nekateri bodo sedaj inteligentno ugotovili, da med samo dirko morda pogonski sklop Mercedesa in Red Bulla ne bo ustrezal. Seveda bo, kajti če ga ustavijo sredi dirke, ga ohladijo in zmerijo, bo seveda konform tistemu, kar veleva homologacija. Namreč brati moramo celotne člene in ne samo tisto, kar nam je všeč. Če v samem pravilu piše temperaturo, pri kateri se zadeva meri, vse, kar se dogaja nad in pod njo, nas ne briga. In če je zadeva skladna, je skladna. Tako kot smo videli pri raznih upogibanih aerodinamičnih površin, kjer je bilo vsakomur jasno na prosto oko, da se sleparim, v resnici je bilo pa vse skladno s tisto metodologijo, ki so jo sprejeli vsi. A verjamem, nekaterim so seveda takšne teorije zelo všeč, nekateri absolutno ne razumejo, za kaj gre. A bolj simpatično v celotni zgodbi se mi je zdelo tisto, kar sem prebral že v nadaljevanju citiranega članka na italijanski verziji spletnega portala motorsport.com. Namreč vsem nam je jasno, da je Mercedes dobavitelj 4 ekipam svetovnega prvenstva Formule 1. In iščejo se kompromisi. Kar je že tako ali drugače napačno, namreč v Formuli 1 ni kompromisov. Ali si znotraj dovoljenega, ali si zunaj in pika. A pustimo sedaj to. Namreč lahko zasledimo, kako naj bi obstajal predlog, kjer naj bi pri Mercedesu lahko skrajšali bat, ga poreskali za 10 ali 0,2 milimetra in tako naj bi bilo po poročanju teh virov vse v najlepšem redu. Prvič, ugotovili smo, da pravila so drugačna in drugič, ali je res 10 ali 0,2 materiala tisto, kar daje takšno razliko. Zopet v članku smo lahko ugotovili, da nekateri še danes trdijo, kako pri Mercedesu in morda pri Red Bullu so dosegli kompresijsko razmerje 18:1, za razliko od tistih 16:1, ki je dovoljeno. In tu se zopet lahko začnemo spraševati, kako je to možno pri 10 ali 0,2 milimetra. V našem prvem prispevku sem vam že predstavil, kako se računa kompresijsko razmerje. Sedaj si bomo ogledali nek primer. In seveda primer, da bomo bolje razumeli, kolikšna sprememba volumna v sami izgorevalni komori je potrebna,
za to spremembo. Uporabljali bomo seveda neke količine, ki so izmišljene samo zato, da bomo lažje razumeli zadeve, ampak ker gre za ulomke, lahko zadeve pomnožimo s takšnim faktorjem, kot nam je bolj pri srcu. Zato bomo vzeli za osnovo, da je površina bata en hod, tisti količnik, ki nam da nek volumen 10. In seveda volumen, ki je potreben, da dobimo kompresijsko razmerje približno 16:1, je 0,67. In seveda do tu je vse jasno. Če želimo priti na 18:1, moramo volumen same izgorevalne komore iz 0,67 zmanjšati na 0,59. In seveda gre za zaokrožene vrednosti, samo da se bomo lepše razumeli. In seveda te številke vam na prvi pogled ne povejo absolutno nič, ampak če malce poračunamo, dobimo, da kolikor želimo dvigniti kompresijsko razmerje iz 16 na 18, moramo zmanjšati volumen same izgorevalne komore za približno 14%. Kot je nekdo izmed vas že v pripombah ugotovil, je to temu prijazni rahlo optimistično. In zopet bodo nekateri ostali odprtih oči, odprtih ust, ampak verjetno ne preveč odprtih ušes. Lepo je v raznih virih razpredati teorije, v katerih pišejo drugi, v katerih seveda imamo lahko vsakdo izmed nas naše mnenje, ampak ubirati klike in ne povedati v resnici, zakaj gre. Mnogokrat sem poudaril, v formuli 1 velja načelo, da kdor ne slepari, se ne trudi dovolj. Jasno je, da so vsi na mejah, in če je nekdo dobil zanko, je pač se treba obrniti na tistega, ki je butasta pravila spisal. In tu seveda nam je znano, kdo je. Nek Tombasis je človek, ki je prevzel pisanje tega pravilnika, ampak on je aerodinamik. Niti ne tako dober, če smo pravzaprav pošteni. Spomnimo se, on je bil avtor tistega znanega Ferrarija iz sezone 2014. In seveda potem je službo izgubil, šel k ekipi Menor, in to nam že pove mnogo, ter potem malce iz tudi milosti dobil položaj pri FIA. Namreč takrat je Formula One Management z Rossom Brownom pisala pravila in na to je funkcijo nekako podedoval Tombasis pri FIA. In tu je treba povedati še neko zanimivost. Mnogi trdijo, da je celotna afera nekako zarasla na tem, da so kasneje v člen pripisali tisti besedi, ki govorita o tem, da se meri kompresijsko razmerje pri temperaturi okolice. Če pogledamo sam pravilnik, vidimo, da so le-te zapisane s črno barvo, kar pomeni, da so prisotne v pravilniku že v prejšnjih izdajah. In da ne bo pomote. Pravilnik je tisti zadnji, ki je bil sprejet na začetku decembra tega leta. In torej, kaj bi lahko dejali, da izgleda, kot da tisti, ki niso videli tu priložnosti pridobiti nekaj več, se zdaj kot razvajeni otročaji pritožujejo,
kajti bili so slabi in niso znali izkoristiti priložnosti, ki se jim je ponudila. In po njihovem se mora zato kaznovati one, ki so bili bolj sposobni. Vas to ne spominja na kakšno obnašanje, ki ga vidimo v vsakdanjem življenju? No ja, vsak si tu lahko poišče odgovor sam. Ampak zaenkrat toliko o tem, najprej, kolikor smo imeli prav v prvem prispevku in kaj trdijo nekateri sedaj, samo zato, da bi rešili svoj ugled. Nekateri pa seveda tistih osnov in tistih osnovnih napak še danes niso zapolnili. A toliko za danes. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.